Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. V tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimivo življenje našega tokratnega sogovornika, poslanca Rudija Medveda. Rudi, živjo. Lep pozdrav, živjo. Tole vam je verjetno kar precej znano, tale soba. Ja, seveda, in kar nekaj let pravzaprav me pot ni zanesla tukaj po stopnicah, čeprav v galerijo pa večkrat, ampak spet dol v to spominsko sobo Latka Korošca, ki smo jo s kolegi postavili tam, mislim, da kakšnih 13-14 let nazaj, kot nekako obdolžitev našemu velikemu rojaku in smo pravzaprav želeli nekaj skromnega in tudi skromno v bistvu je, ampak se je hitro priljubilo tudi ljudem, tako da je ves ta čas ta spominska soba zelo dobro obiskana, seveda, ker nas posebej veseli tiste, ki smo to zasnovali, ker smo se čutili dolžne pokloniti se našemu velikemu rojaku. No, seveda v tem prvem delu oddaje ne bova govorila toliko o vseh vaših funkcijah, ki ste jih opravljali v času svojega življenja, tudi v novinarskem delu, pomembnem novinarskem delu, ampak se bova najprej dotaknila tistih najbolj politično aktualnih dogodkov zadnjih tednov, zadnjih dni. In ko sva že pri kulturi, kar zelo odmeven govor ste imeli, ko ste se odločali, ali je Vasko Simoniti še primeren za kulturnega ministra ali ne v državnem zboru. In takrat ste kar lepo spregovorili o kulturi, ki pa je nekako v tem času korona krize kar malce na stranskem tiru. Seveda ne malce, pravzaprav je popolnoma na stranskem tiru, ne. Zato sem to stanje opisal kot stanje kulturnega molka, dobesedno kulturnega molka, ker v vseh dejavnostih smo v tem času korona krize nekako iskali oziroma so odločevalci iskali možnosti, da bi vendarle nekako vsaj deloma odprli dejavnosti ali pa vsaj približno poskušali kolikor toliko normalno živeti, razen kulture, ki je bila od marca in je seveda še popolnoma zaprta. In sem pač želel od ministra odgovor, zakaj? Zakaj? Ko pa se vendarle tudi v kulturi da in marsikje po Evropi so našli možnosti vsaj delnega stika kulturnih ustvarjalcev z občinstvom, kar je pravzaprav najbolj normalna interakcija občinstvo in kulturni ustvarjalci, razen pri nas, ko od kulturnega ministrstva dejansko ni prišla niti ena samcata tovrstna pobuda, pa vem, da bi se marsikaj dalo. Naprimer, zdaj, če so bile terase gostiln odprte, ne, in so ljudje sedeli na terasah, ne, Pa morali sedeti? Na nekih predpisanih razdaljah, ne, je bilo pa prepovedano, da bi morda, ne vem, prišel nekdo in napravil tam nek manjši koncert, ne. Kaj bi bilo tukaj škodljivega, ne? Kako bi lahko ravno ta meh harmonike ali ne vem, ali pa zrak nekega inštrumenta, ne, toliko razbrzdal ozračje, da bi na takem prizorišču prišlo do ne vem kakšnih okužb. In posebej sem opozoril na status nekaterih samozaposlenih, pa naprimer status
filma Orkester, ne, ki je nam seveda tukaj še posebno ljub, režira ga naš rojak Matevž Luzar, in 160 let kulture je v njem, ne, in ta film je zdaj ostal nedokončan, nesfinanciran tudi in nedokončan. In kdo ve, kdaj pravzaprav se ga bo dalo dokončati, medtem ko so po nekaterih evropskih državah našli recept, kako lahko filmska ustvarjalnost živi nekako tudi v času korona krize. Se pravi, da se da v nekih predpisanih pogojih, domišljenih pogojih seveda, ne, tudi ustvarjati. Ne. Ali pa... No, mimo grede kinodvorane, ne, prenova kino. Ste tudi sami sodelovali takrat, ko je šlo v digitalizacijo, zdaj so pa kinodvorane že celo leto praktično prazne, prepovedano predvajanje filmov, ne, po drugi strani pa lahko gremo v nakupovalni center, kjer nas je v enem Mercatorju, Sparu 50-60, ne, v kinodvorano pa ne. Vidite, saj ravno to, ne, ta nelogičnost, ne, v neki kinodvorani oziroma gledališko kinodvorani, kakršna je Zagorska, ki sprejme skoraj 500 ljudi, ne. Pa še balkon, ne. In če bi z nekim primernimi ukrepi, ne vem, prišlo v dvorano 100 ljudi ali pa še manj morda, ne, ob spoštovanju vseh ukrepov, ne, pa naj mi kdo zdaj dokaže, ne, da bi bilo to bistveno bolj škodljivo za zdravje ljudi, kot ste omenili, ne vem, vrvež v nakupovalnih centrah, kjer so ljudje v gibanju, govorijo, ne, in se dotikajo. Se dotikajo in so v nenehni neki interakciji, ne. In na to smo opozarjali pravzaprav vse dejavnike, ki odločajo, ne, vse leto, ne. In je bilo kot bob ob steno in smo pač zaključili, da ta vlada, ne, pravzaprav kako najbolje prosperira v stanju, ne, ko je kultura, ki je potencialno v nekem delu lahko tudi kritična do aktualnega trenutka, do aktualne oblasti, katerekoli. Sej, jaz smo tudi v vladi, pa se dobro spomnim, ne, kakšne kritike smo tudi doživljali strani kulturnikov, ne. Ampak to je pač neko normalno stanje izražanja nezadovoljstva, ne, ki je seveda od lanskega marca pod vlado Janeza Janša popolnoma nezaželeno oziroma postaja pravzaprav prepovedano in sankcionirano. Mogoče še eno vprašanje. Vi ste bili, po mojem, takrat direktor Kulturnega centra Delavski dom, ko je bil dr. Vasko Simoniti prvikrat kulturni minister. Imeli ste verjetno tudi vi nekaj izkušenj, mogoče tudi pozitivnih. Ste pričakovali, da bo tako neaktiven na področju vodenja tega kulturnega, pomembnega ministrstva, kot je? Ne, seveda ne, saj tudi takrat pravzaprav mi ga v Kulturnem centru Delavski dom v Zagorju niti nismo čutili, ne. In pravzaprav je to tudi bilo v tistih časih prav. Bil je pa to nek drug čas, veste, čas izrazite konjunkture in tudi čas, ko je bila dvorana polna, ko so bili prostori polno zasedeni in nam je šlo po tej plati, tudi po finančni plati, zelo dobro. In seveda je bilo pravzaprav dobrodošlo, da se politika čim manj vtika, ne. Ampak to so bili, kot rečeno, drugi časi. Zdaj so pa spet seveda popolnoma drugačni časi. Zdaj pa je kultura in še vedno potrebuje ta vzgib kulturnega ministrstva, ne. Potrebuje to podporo, ki je pa ni, ne. Nekako bi bilo po naravi stvari logično, da kulturno ministrstvo podpre kulturo, ne. V teh časih še posebej, ko je kultura ves čas praktično pod ključem, ampak ne, zdaj pravzaprav je ves čas vtis, ne, da
da so kulturni ustvarjalci, vsa kulturna srenja in minister na popolnoma različnih bregovih. Pa še ta nekulturna retorika, ki je dobesedno bolela, tudi če si jo spremljal samo preko televizijskih ekranov. Oblast, ki pride v državni zbor, v drugo vejo oblasti, da se tako nekulturno izraža, po mojem je to nesprejemljivo za današnji čas. To je ta oholost, ošabnost, ne? Podcenjevanje vseh, ki niso direktno v službi vladajoče politike ali pa zelo glasni simpatizerji. Ne? To je zelo moteče, pravzaprav, ne? In meni je sicer žal, da včasih tudi opozicijski del politike ne nasede tem provokacijam in vrača z enakim besednjakom, ne? Kar je pravzaprav škoda se spuščati na tako nizek nivo, vendar seveda s časoma pride tudi do takšnih provokacij, da marsikomu popustijo živci. Ampak ta kultura izražanja, to ni samo v primeru kulturnega ministra. Ja, sej imamo še cel kup drugih članov vlade, visokih državnih uradnikov, ki seveda sposobni včasih iti še globlje od kulturnega ministra, kot ste ga dali za primer. Predvsem na kakem socialnem profilu, kot je Twitter, ne? Da ne govorimo o socialnih profilih, jaz zdaj bolj govorim o teh javnih nastopih v državnem zboru, ne, ali pa morda na kakšnem od medijev, ne, ampak seveda Twitter je pa pravzaprav čisto posebna zgodba in pravzaprav hvala Bogu, da Twitter ne doseže vseh 2 milijonov ljudi v tej državi, ne, in da pravzaprav ne smeš jemati tega, kar se dogaja na Twitterju, da je to resnično stanje duha v celotni Sloveniji, ker je nemogoče. Če bi bilo takšno resnično stanje duha, potem pa Bog nam pomagaj. Ne? Kakšno pa je po vašem stanje duha v tem letu? Kakšno je? Je slabše, kot je bilo leta nazaj? No, vsekakor je stanje duha bistveno drugače od tistega časa, ko smo mi zapustili vlado, ne? Ko je vlada Marjana Šarca odšla. Mi nismo sejali strahu, ne? Mi nismo zmerjali, ne? Mi smo živeli v nekem normalnem odnosu do državljanov, smo bili enostavno del njih. Seveda ta retorika, ki jo s pridom povzemajo vsi, gre pa od predsednika vlade navdol, ne? Tovrsten diskurs in odnos do državljanov tudi, ne samo odnos pozicija-opozicija ali pa odnos med tako in drugače mislečimi. Skozi to epidemijo se je vzpostavil tudi nek neverjetno, pa da bom rekel v tem primeru represiven, ampak nek podcenjevalen odnos do vseh državljank in državljanov, kar se je ves čas videlo tudi v nenehnem obtoževanju, kdo vse je kriv za to, da ne izidemo iz te epidemije, in to je v bistvu zdaj tisto neko stanje duha, ki, ne moram reči, da je apatija, ker nekako človek dobi občutek, da med ljudmi pravzaprav nekaj vre, vse bolj tudi zaradi tega, ker se pri obvladovanju te epidemije nikamor ne premaknemo. Ne? Ljudje so postali resnično naveličani vsega skupaj, ker
ni tiste luči, o kateri govorijo na koncu tunela, ne, zdaj že eno leto ni. Ne. Predvsem pa se mi zdi, da ni zaupanja ne v politiko, ne v tiste ukrepe, ki jih nekako sprejema, ki so dostikrat popolnoma nelogični. In če ljudstvo ne zaupa oblasti, pa predvsem, če oblast ne zaupa ljudstvu, potem smo tam, kjer smo. Ne? Seveda, to je vzajemen odnos. Ne? In če so na začetku ljudje verjeli, ne, da vlada skupaj s stroko sprejema prave ukrepe, ki nas bodo pripeljali iz te epidemije, ne, so potem sčasoma ugotovili, da to ni res. Ne, da to ni res. Posebej še po tistem lanskem poletju, ne, in zdaj tudi že seveda nekateri ministri v vladi odkrito priznavajo, da so zamudili z ukrepi, da takrat seveda niso poslušali stroke. In ko potem ena izmed strokovnjakinj, ne, tudi pred dnevi prostodušno prizna, da je tudi stroka eksperimentirala, ne, da so vsi skupaj eksperimentirali, ne, kar smo seveda vsi skupaj občutili na lastni koži ob ukrepih, ki so resnično mejili na popolno zmedo. In tako so ljudje izgubili zaupanje in v stroko in v politiko. Ne zaupajo več tem ukrepom, ker se nikamor ne premaknemo. In jaz mislim, da bo vse slabše, ker tudi tale trenutno zaprtje države, ki ni zaprtje in ljudje se čudijo, zakaj ni Zakaj zaprtje. se recimo jaz ne smem srečati s svojo mamo, ki živi v drugem gospodinjstvu, razen v nedeljo, na velikonočno nedeljo, lahko pa grem recimo v neko firmo, oddelam 8 ur, pa pridem domov, ne? Ja, seveda, ne. To ljudje vidijo in se tudi seveda zdravo, razumsko vprašajo. Otroka pa nimam kam dati v varstvo, ne? Ja. Ker nisem v tovarni, ki je krizna, recimo, ne? Popolnoma nelogično, popolnoma brez kakršnekoli empatije do državljanov. Ja. Brez kakršnekoli empatije. Nekaj birokratskega se odloči, zdaj morda bodo celo vmes še kaj spreminjali, kdo ve, ne, ker bodo ugotovili, da nekaj ne štima. Ne, in poglejte, ob teh primerih, ki ste jih našteli, ne, se prav danes nasmejo, ne, ker naprimer zračni promet je prepovedan do te mere, ne, da jadralni padalec pač ne sme leteti z jadralnim padalom, ne, zaradi lockdowna v tej državi. No. Razumi, če moreš. Ja, težko, ne? Nemogoče praktično. Prej ste omenili, da tudi ko ste bili vi minister, pa tudi ko je bila vladi neka druga ekipa, so bili mediji ravno tako do vas kritični, kot so tudi mediji kritični do zdajšnje oblasti. In če vzamem samo za primer Tarčo, ne, ki je nekako najbolj na udaru, ki odkriva mnoge anomalije zdajšnje oblasti, ampak vsi pozabljajo, da je tudi prejšnje. Da tudi do Tarče, ekipa Tarče, tudi do prejšnje ekipe ni bila zelo prijazna. Sploh ne? Seveda ne. Ravno tako so bile zgodbe, ki jih je Tarča načenjala in bili so ministri, politiki naše vlade oziroma koalicije, seveda ravno tako Tarča, ne? Tarče ali pa tudi drugih medijev. To se zdaj seveda pozablja, ne, ker so pač vladajoči trenutno prepričani, da je medijski prostor popolnoma levičarski, ne, in usmerjen samo proti njim. Je pa res, da toliko priložnosti, ne, kot jih imajo pa sedaj mediji, ne, za razkrinkavanje najrazličnejših rabot te vladajoče garniture, toliko priložnosti pa pač niso imeli, ker jim vladajoča koalicija oziroma tisti, ki smo bili v vladi, zato niti nismo dajali povoda s svojim delovanjem in povoda enostavno nismo dajali. Zakaj
Ali pa bolj tako, menite, da je lansko leto nazaj, bila odločitev takratnega predsednika vlade Marjana Šarca, da nekako vrže puško v koruzo pravilna, ko gledate zdaj nazaj, ali bi moral nekako vztrajati? Je pa res, da bi lahko vztrajal s pogojno podporo Jelinčičeve SNS, ne? Ker sicer glasov ne bi bilo dovolj, ne? Pa tudi z Levico, ki se je takrat že umaknila ven iz vlade. No, se je ravno zato. V naši naravi ni bilo, da bi kupovali glasove v državnem zboru. Čeprav je bil takrat objavljen cenik, ne, na Twitterju zdajšnjega predsednika vlade. Zdajšnji predsednik vlade je takrat objavil nek cenik, ne, ki naj bi veljal za SNS, ne. Zdajšnjega ni objavil, ne. Ne vem, se cene kaj spremenile. Jaz sicer ne vem nisem opazil ničesar o nobenem ceniku. Je pa res, da je v bistvu stvari so se ves čas nabirale, ne, in v razmerah manjšinske vlade dejansko res težko delovati. Potem, ko je Levica odtegnila podporo, pa je bilo pravzaprav praktično nemogoče in bi bilo to samo še neko mučenje, ne, in nabiranje teh glasov od ene do druge do tretje odločitve. Pri večjih odločitvah, ko je potrebno 46 glasov, ne pa praktično vselej znova tvegaš vladno krizo. Ker se je prvič pokazalo že, kako težko je bilo imenovati ministrico, recimo Angeliko Mlinar, ne? Točno tako, že tam se je to dovolj dobro pokazalo. Poleg tega, seveda v tako veliki po številu strank, seveda koalicije tudi interesov seveda veliko, ne, mnogokrat jih je tudi težko uskladiti in poleg usklajevanja v koaliciji še iskati te manjkajoče glasove v državnem zboru je praktično situacija, no, ki na dolgi rok ne more zdržati. In jaz sem takrat popolnoma razumel predsednika vlade. Pa ste vedeli za njegovo odločitev ali ste ravno tako kot mi slišali prek medijev? Jaz moram reči, da seveda nisem vedel tisto jutro, ne. Ni pa nobena skrivnost, da sem pa vodji kabineta na tisti petek pred tem ponedeljkom, ne, napovedal, da se bo to verjetno slej ko prej zgodilo, ne. Tudi po tistem pismu državnih sekretarjev na Ministrstvu za finance se mi je nekako dozdevalo, da ta stvar na dolgi rok oziroma tudi na kratki rok ne bo zdržala, no, in se je potem to tudi uresničilo še nekoliko hitreje, kot sem jaz mislil, da se bo. Nisem kakšen vizionar, bil pa sem toliko zraven, ne, toliko pri vsej stvari, da sem vedel, da se bo to prej ali slej zgodilo in seveda, ko zdaj poslušamo o tej puški v koruzi, ne. Pa mimogrede takrat o epidemiji še ni bilo govora, seveda, ne. To je bilo februarja, ne. In kako je, to je bilo januarja, ne. Januarja, tako je. In seveda, ne, kako je Marjan Šarec z ekipo zbežal pred epidemijo, ne, mislim, je to milo rečeno smešno, ne, takrat o meni epidemiji še ni bilo seveda govora. Smo mislili, da bo ostalo to na Kitajskem. In o koroni pravzaprav nismo imeli pojma, torej, da bi bilo kaj takega lahko povod. Ni pa pač želel tvegati neke politične krize in je pač odstopil. In tudi, veste, resnici na ljubo se je nakazovalo že tudi pred tem, ne, da so ljudje iz SMC-ja, iz Počivalškovega kroga in iz kroga Aleksandre Pivec v dogovorih, seveda v taki majhni državi se stvari relativno hitro zvedo, ne, da se je že iskalo možnosti že pred novim letom nove koalicije, da pride do nove
koalicije. Mimo grede so tudi vas kaj vabili, da bi na nek način takratni tisti, ki so sestavljali vlado, razmišljali, da oslabijo tudi LMŠ, ga razpolovijo? Ne, mislim, da nihče iz LMŠ-ja ni bil deležen tovrstnih tretmajev. Mi smo, zasledujemo neko politiko, za katero mislimo, da je prava in smo pri tem čvrsti in neomajni, tako da nas tudi ni nihče snubil, ker nismo nikoli navzven dajali videza, da smo nezanesljivi ali da kolebamo. No, zdaj, vsaj v zadnjih mesecih, mogoče zadnji mesec ne toliko, ampak smo veliko krat slišali predsednika vlade, ki je dejal, da pa je vabil vse stranke k sodelovanju, da je on tisti, ki bi rad sodeloval, čeprav, kolikor jaz poznam njegovo delovanje, zadnje leta vem, koliko bi on sodelujoč, ko je bil v opoziciji, ne, pa njegova stranka v opoziciji. Je to iskreno, glede na to, da je on že pri ustoličenju, ko je postal predsednik vlade, povedal tisto, kar je bilo kar precej zgovorno, ne, da bo poskušal storiti vse, da bo Marjan Šarec, prejšnji predsednik vlade, kazensko odgovarjal za to, kar ni naredil, ne, v času, ko se je že zgodila epidemija. Ne. Poglejte, zdaj, če te nekdo nenehno zmerja, ne, zasmehuje, diskreditira, ne, hkrati pa ti ponuja roko sodelovanja, ne, ali je to lahko iskreno. Ampak bi tudi še to, je pač v naravi politike stranke SDS, da gredo zelo hitro seveda radi v diskreditacijo kogarkoli, ne, še posebej, če dobijo ustrezen vzgib od samega predsednika stranke, ne. Ampak tudi, če to zanemarimo, ne, sodelovanje, ne, ki smo ga mi ponujali od prvega dne naprej pri snovanju teh korona paketov, ne, ko smo z amandmaji, s predlogi želeli vsakokrat ne nagajati, kot so nam oni trdili, ne, ampak pomagati s predlogi, da bi bili ti zakoni še učinkovitejši, da bi bila ta pomoč, ki so jo prinašali državljanom, državljankom, še učinkovitejša. Ne. Poglejte, ob prvem mega koronskem paketu marca lani, ne, so na veliko razglašali od Janše, Tonina in kdo ve koga še, ne, da prihaja paket, ki ne bo na nikogar pozabil. Ne. Ja, 8 paketov je bilo, pa je še vedno cela vrsta pozabljenih. Tisto, kar je pravzaprav smešno pri vsem skupaj, ampak za nekatere stvari smo bili veseli, da so se sploh zgodile, ko smo mi nekaj predlagali, ne, in je bilo seveda gladko zavrnjeno, vsi amandmaji, preko 100 smo jih ponavadi dajali opozicija na vsak zakon, ne, je bilo vendarle v naslednjem paketu nekako vsaj deloma, ne, vključeno kot njihova, ne, koalicijska ideja. Nič hudega, tudi če si prilastijo takšno idejo, se je šlo za ljudi, ne. Ampak še vedno smo danes na tem, da je cel kup ljudi izpuščenih iz te pomoči, ker sva že na začetku govorila o kulturi, ne, celotna industrija srečanj, če temu tako rečemo, ne, še vedno ni našla svojega prostora pod soncem in še vedno ni bila deležna pomoči. To je neka industrija, ki bo tudi, ko bo te epidemije enkrat konec, ne, ki se ne bo pobrala kar jutri ali pojutrišnjem. To življenje, ne, bo prišlo v nek normalni tok šele na dolgi rok, ne, in ti ljudje bodo morali nekako preživeti. Zdaj nekaj napovedujejo, da bo v naslednjem korona paketu menda tudi nekaj pomoči za ta del gospodarstva. Seveda, bomo videli, ne, bomo videli, koliko bo še teh paketov, ne, najbrž tudi naslednji ne bo zadnji, ker bodo še vedno koga pozabili. Ne.
Gospod Rudi Medved, ljudje, veliko se pogovarjam z ljudmi, nekaj po elektronskih povezavah, nekaj tudi tako, koliko se lahko pač srečamo, koliko nam je dovoljeno se srečati. In mnogi rečejo, pa vse politiki niti niso tako skregani med seboj, kot se kažejo tam v parlamentu ali pa če spremljaš njihove socialne profile, gredo kar radi na kako pijačo potem skupaj, ne? Da je to bolj predstava za ljudstvo. Je res tako? Veste, kakor kdo, ne? Odvisno koliko kdo to osebno jemlje. Jaz moram reči, in to me veseli, da sem z vsemi 89 kolegi in kolegicami v parlamentu v čisto korektnih in dobrih odnosih. In seveda ne hodimo zdaj na pijačo skupaj, ne? Ali bi hodili ob odprtih gostilnah, najbrž tudi ne, ker jaz ne hodim po gostilnah, ampak seveda jaz nimam osebno popolnoma nobene zamere do nikogar in občutek imam, da tudi ostali ne do mene. Jaz poskušam biti, kolikor pač nastopam ali pa v svojem ravnanju v parlamentu vselej korekten in spoštljiv, tudi če jasno povem, da se z nečim ne strinjam, ne, je to pač seveda popolnoma normalno in da to moja opozicijska vloga od mene tudi terja. Nikoli pa nisem jemal ničesar osebno. Je pa res, da so ljudje različni in nekateri se morda tudi ne pozdravijo, ne, ko se srečajo tako osebno, včasih jemljajo te stvari. Mislim, da tako daleč še nismo, da bi bili kot ljudje sovražniki med seboj. Nismo tako daleč, jaz vseeno ne jemljem tega parlamenta tako dramatično, kot se želi prikazati slovenske javnosti. Jaz mislim, da zadeve vendarle niso tako dramatično. So posamezni ekscesi, ki so seveda potem tudi medijsko tako zanimivi, da so zelo potencirani. Pridejo na prvo stran, ne? In seveda, zdaj, mene je kolegica še ni tako dolgo nazaj na nekem odboru po moji razpravi rekla, Rudi, ti svojimi razpravami sicer zelo težko prideš, ne, na prve minute Dnevnika ali pa na prve strani časopisov, ker pač niso ekscesne, ne zmerjaš, ne vpiješ, ne. Povedal, ne, da moj cilj nikakor ni prihajati na prvo minuto zaradi ekscesnega ravnanja v parlamentu. Zdaj, če s neko vsebino pač ne pridem na prvo minuto, je to tako, da je pač medijska scena vse bolj takšna, da so te ekscesne situacije v bistveni prednosti pred samo vsebino. In da te ekscesne situacije bistveno lažje najdejo pot v medije, kot pa neka normalna vsebina. Tako to je, ampak jaz sem tudi v nedavni razpravi, tudi v parlamentu, rekel, da nehajmo strašiti ljudi, kako grozno je v tem parlamentu in da se je iz tega parlamenta zaneslo pravzaprav nek napol državljanski spopad ven med ljudi, kar seveda ni res. Ni res. Čeprav po drugi strani pa, ko spremljajo, recimo zdaj pred časom smo lahko spremljali poskus razrešitve predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča, ko še včeraj skupaj nekako v koaliciji, potem pa dan kasneje težko kaj lepega povejo o svojem bivšem kolegu in to ljudje težko razumejo, ne? Ja, jaz verjamem, da težko razumejo. Ampak to je politika verjetno, ne? Ampak to je politika, točno ste mi sneli z jezika. To je politika, ne? Saj je bilo morda za ljudi tudi dokaj nenavadno, ne, da smo mi v opoziciji prav ob tej razpravi, ne, branili Igorja Zorčiča, ne, pa verjemite, da smo bili v tem času, odkar je bil predsednik Državnega zbora in je še, ne, ampak seveda kot predstavnik vladajoče koalicije, velikokrat jezni nanj, ne, in tudi kritični smo bili velikokrat do njega, ne.
Ampak, glejte, v politiki je pač tako, ne, da Do včerajšnji prijatelji, jutri potem? nasprotniki, ne, jaz pravim, ne pa sovražniki. Ja, Ne. to Veste, je nevarno. in Ali to pa je zelo nekorekten, pomembno. Jaz pravim, nekulturen. niti nasprotniki, ampak tekmeci. In če se znamo, ne, držati te ravni, da smo konec koncev samo politični tekmeci, ne pa sovražniki, ne, potem lahko z nekom, ki se ni, ne vem, ki ni šel čez vsa načela, ki jih sicer sam zagovarjaš, ne, če se to ni zgodilo, lahko naslednji dan tudi sodeluješ z njim. Ne. Ja, verjetno je premalo tega, ker je v športu fair play, ne? Ja, lahko rečemo temu seveda tudi fair play. Glejte, politika je odnos med večino Ker če pri nogometu storiš prekršek, dobiš rumen karton, ne? Če malce hujšega, rdečega, si izključen iz igre. Ne? Včasih je pa tudi kakšen govor poslanca za rdeči karton. Ne? Ali pa kakšnega drugega politika, ne samo Saj smo že poslanca. bili priče, ne, tudi talanju rdečih kartonov, ne, v parlamentu, tudi temu smo bili že priče. Jaz pravzaprav vsekakor ne vidim stvari tako dramatičnih tako, v tem ja. odnosu med posameznimi poslanskimi skupinami, kot se morda vidijo navzven, in jih tudi ne želim na ta način potencirati. Ne nazadnje boste mogoče jutri v neki novi vladi s tistimi sodelovali, s katerimi zdaj ne? Jaz vem, da najbrž oziroma prepričan sem, ne, da z enim delom te politike jaz osebno zanesljivo, pa tudi stranka, ki ji pripadam, ne. Je to SDS pod vodstvom Janeza Janše? Točno tako. Ne. Mislim, in v tem letu, odkar vodijo to vlado, ne, so nas v bistvu pravzaprav nas ni bilo treba prepričevati, ne, ampak samo spremljamo to, kar se dogaja, in vidimo, kako prav smo imeli, ne, ko smo rekli, da pač s politiko, ki jo bo zasledovala ta stranka pod vodstvom Janeza Janše, pač ne moremo sodelovati, ker je to tako v nasprotju z našimi načeli, ki jih zagovarjamo, ne, da je seveda v politiki pa je vselej treba iskati kompromis, da z njimi, ne, na tak način kompromisa pač ne najdemo. In to je popolnoma legitimno povedati, da z nekom ne moreš sodelovati. In zaradi tega ljudje niso moji sovražniki iz stranke, o kateri zdaj govorim, niso moji sovražniki, ampak nekatera načela oziroma čez dalje več jih je, ne, ki jih zagovarjajo, in način delovanja, ne, mi je tako tuj, da pač jaz se v neki koaliciji, ne, z njimi pač ne bi mogel do te mere podrediti, da bi lahko sodeloval. In to je vse. Zato pa verjetno tudi pobuda vaše stranke, predsednika stranke Marjana Šarca, ki jo je podprla tudi celotna opozicija, oziroma včasih smo rekli opozicija pod A, pa opozicija pod B, ne, in vložila predlog za ustavno obtožbo predsednika vlade Janeza Janše. Če lahko malce bolj secirate, govori o tem, da je takratni predsednik vlade pa takratni zdravstveni minister zamudil kar veliko dozo cepiva, ne, blizu 1 milijona. Mogoče bi bili danes kaj bolj varni, če bi to cepivo prišlo. Potem vse to kreganje ali pa delovanje na področju medijev, pa tudi na področju sodne veje oblasti. No, če bi lahko malce bolj natančno. Ta ustavna obtožba je pravzaprav edina logična posledica tega, kar se v Sloveniji dogaja zadnje leto, in to, kar počne ta vlada oziroma koalicija, kolikor je še ostalo pod vodstvom Janeza Janše. Veste, Marjan Šarec je bil pod ustavno obtožbo, ne, pod predlogom ustavne obtožbe, rekel, za
ne bom rekel, manj pomembno stvar, ne, seveda tudi področje financiranja šolstva je izredno pomembna stvar, vendar v tistem trenutku zanesljivo to ni bila zadeva, da bi šli po 100 dneh vlade. Mimogrede, zdaj to urejeno? Ja, ni še urejeno. Ne. Ni še, ne. Mogoče predlog za novo stavno obtožbo, ne. Ampak mi je pač na to temo ne bomo dajali, ne. Je pa, seveda, sodu pa izbilo dno to novo dejstvo, ki se je pojavilo zdaj v zadnjem obdobju in zaradi katerega je bila kršena ustavna določba, ki državljanom Republike Slovenije zagotavlja zdravstveno varstvo. In če zdaj je bilo pa že tolikokrat pravzaprav sporočeno, da predsednik vlade, ki je bil takrat v tistem obdobju, ko bi se to moralo zgoditi, zdravstveni minister, ne, če ni naredil vsega, da bi prišlo v Slovenijo v tem prvem polletju toliko cepiva, kolikor ga bi lahko Slovenija največ Pfizerja in Moderne dobila, ne? Če tega ni storil, iz katerih razlogov zdaj govorijo o tem, da so nekaj kalkulirali, da bo AstraZeneca več, pa da bo cenejša in kdo ve kaj, to sploh ni pomembno. Mislim, da takrat pa seveda na ceno pa res nihče ne bi smel gledati. In ni se zgodilo. In zdaj to izgovarjanje, ne, kaj je kdo mislil, to nas državljane popolnoma nič ne briga. Popolnoma nič ne briga. Skoraj 1 milijon odmerkov cepiva, ne, nismo naročili. In zdaj govorijo, vse to bi prišlo šele v drugem polletju. No, pa da imamo naročenih 7 milijonov. Ja, seveda, ampak za ne vem koliko let naprej, ne. Nič ni res, ne, po tistem, kar dobivamo zdaj, počasi curljajo pa res popolne informacije v zvezi s tem. Ne. Pa ne iz Slovenije, iz Evrope. Ampak seveda iz Brusla. Ne. Zato pa mogoče tak odnos tudi vladajočih vse bolj do Bruslja? Ja, seveda, ker zdaj tako kot... Imamo zdaj zunanjega sovražnika, se zdi včasih. Seveda imamo notranjega in tudi zunanjega, ne. Notranji očitno premalo, pa so si našli še zunanjega, ne, in zdaj je vse, če je enkrat vsa teorija zarote, ne, če si ti prepričan, ne, da so se vsi zarotili proti tebi, ne, in doma jih je počasi tistih, ki bi jih še lahko obtožil, ne, da so se zarotili proti njemu, proti predsedniku vlade ali pa proti tej vladi, ne, ja, jih pa poiščeš pa še zunaj, ne, tako ali tako so prepričani, da vse, kar prihaja iz Brusla, gre najprej iz Ljubljane v Bruselj, pa potem nazaj, ne, to je ta teorija zarote, ne, kako tudi ta opozicija v Sloveniji, ne, tako neverjetno moč, ne, da lahko usmerja tudi evropsko politiko proti Janezu Janši, ne. Ampak, če se vrnem nazaj k ustavni obtožbi, je stvar res zelo preprosta. Zelo preprosta, zgodilo se je in zato mora v tej državi nekdo odgovarjati. Vidite, da imamo zdaj pač neke strategije, zdaj že 4. strategijo cepljenja. Vmes še s prstom kazanje na tiste, ki se sploh niso cepili, pa kot da so se, recimo olimpijski športniki. Ja, vse mogoče, ne, se ta Jelko Kacin, ne, se tudi dovoli marsikaj v tej državi, ne. Tudi zlaže se na polno, ne, v glavnih televizijskih oddajah je to, informativnih oddajah je to objavljeno, ne, in ko povedo, na primer, v tem primeru, ne, z Olimpijskega komiteja, Gabrovec, recimo, ne, ja, da to ni res, da se nihče ni cepil, ampak je še nekaj povedal, kar je mene osebno zelo zabolelo, ne. Politiki se zelo radi slikate, ne, zdaj bom o množini govoril, z športniki, ki dosežejo kakšen uspeh. Ampak koliko sem poslušal gospoda Gabrovca, je dejal tudi, nič se bati, se bomo pa cepili zunaj, ne. Ja, ni to sramotno, ne? Sramotno je to, ne, da je takoj naslednji dan predsednik vlade zadevo saniral na ta način, ne,
ne da bi poklopil Kacina kaj trobezla v javnosti, ne? Ja. Ali pa morda tudi sankcioniral takšno obnašanje. Ne, predsednik vlade je pač po noči sklenil in naslednji dan objavil, da se bodo pa člani slovenske olimpijske reprezentance prednostno cepili. No, čeprav je včeraj Jelko Kacin na televiziji dejal, da bodo že počakali, da olimpijske igre so še daleč. Ne? No, vidite, in to je ta nekonsistentnost, Ja. ki se pojavlja, to je klasičen To je, ja. primer. Danes je tako, potem je jutri tako, zdaj bo spet malo drugače, in kdo ve, kaj bo šele kaj bo resnično In, do junija. In recimo- tako je pri vseh zadevah, pri vseh ukrepih praktično. In Zdravko Počivalšek, ki naj bi bil eden najbolj pomembnih ministrov, tudi podpredsednik vlade, ja, bodo, ne vem, tako se sliši, kar mirno žrtvovali, da bo tisti manjkajoči glas, da se lahko razreši predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Ne? Ker s tem, ko on pride nazaj za poslanca, poslansko mesto izgubi Gregor Židan, nekdanji seveda. nogometaš. Ne? Vse to ne samo, da se zdaj da se rešijo Igorja Zorčiča in nastavijo novega predsednika državnega zbora, to je v bistvu tudi ta nek obupen poskus, da se ta vlada sploh obdrži. Da se ta vlada, ki nima večine, zdaj pa je evidentno, da je tudi ne samo formalno, formalno je že nekaj časa nima, ampak zdaj je pa tudi v resnici v državnem zboru, kljub kupovanju glasov nima, je to ta obupen poskus, da se ta vlada oziroma ta koalicija ohrani pri življenju. Poglejte, že sama koalicija je amputirana, zdaj z manjkom glasov zaradi odhoda poslancev SMC-ja. To so trije, potem Da imamo neverjetno situacijo, ko je stranka sklenila, da je v opoziciji. To je v primeru Desusa, da seveda poslanci živijo v nekem vzporednem svetu in jih to, kaj nekoč sklenila stranka, popolnoma nič ne briga, in imajo tam neki status neke amorfne gmote, ki jo je mogoče gnesti, kakorkoli si to predsednik vlade zamišlja. In seveda potem imamo pa še Slovensko nacionalno stranko, ki je pa resnici na ljubo vsaj toliko odkrita, da javno in odkrito pove, kdaj, kje, kako bo kakšno stvar podprla. Pa predsednik stranke tudi še pove, kje je zagotovil kakšen milijon. Tudi to pove, ja, tudi to pove. To je tisti cenik. In oni niso neka neznanka v tem državnem zboru. In seveda tudi, ko smo bili v vladi Marjana Šarca, je Slovenska nacionalna stranka v nekaterih zadevah podprla, sprejela proračun, pomagala. Tako da, kar se tega tiče, oni so vsaj odkriti. Oni so odkriti in povedo naravnost. Tu so pa te skrivači, ki zginejo, kadar jim ni pogodu ali pa da je stvar vendarle za njih preveč kritična, pa ne glasujejo, se ne izrečejo. Tako da v tem trenutku pač imamo situacijo 45-45, ki pa ni politična situacija. Kako bo po vašem, pa kdaj se bo po vašem obravnavala ta ustavna obtožba? Ja, mislim, da bo to po vsej verjetnosti na majski seji. Jaz ne vem, ali bo to uvrščeno že zdaj na aprilsko sejo, ki bo konec aprila, po vsej verjetnosti, ampak ne vem, ne delam jaz teh urnikov. Je pa treba dobiti 46 glasov, ne? Ja, seveda je treba dobiti 46 glasov. Ki jih pa opozicija nima, ne? Pa podpisniki tega tudi ne. Tako, ja, nima jih opozicija, nima jih pa tudi koalicija. Ampak je tu v prednosti, ne? Tudi če jih vi dobite 45, ne? Je še zmeraj za enega premalo, ne? Ja, zdaj, kot kaže, bomo v situaciji, da pri teh prelomnih odločitvah bo vselej pomemben glas ali dva. Ker pa ni dobro, ne? Tudi zaradi tega, ker so
kritični časi, ne? Epidemija je tak kritični čas. Seveda ni dobro. Mi smo v bistvu v situaciji neke latentne vladne krize, pa naj vladajoči to priznajo sebi in ljudstvu ali pa ne. Kaj lahko to razreši? Zdaj, če se gre na predčasne volitve, to tudi vzame nekaj časa, ne? Ampak ljudje pa tudi ne vedo, da tudi v tem času mora aktualna vlada saj tekoče posle normalno naprej peljati, ne? Ja, seveda, dlje, ko bo trajala ta agonija, toliko slabše bo, ne? Smo nekako v tej predčasni fazi, ne? Predčasne volitve se dajo relativno hitro izpeljati, to zadnje so bile izpeljane v 3 mesecih. Pa ne bomo edini v Evropi v tem času? Seveda ne, jaz ampak mislim, da je da ne govorimo v ZDA, ne? 6 ali 7 držav znotraj Evropske unije je imelo v tem času, v tem epidemičnem času, ne? Volitve in so... Nazadnje Nizozemska, ne? Tako, in so pač normalno izpeljali volitve. Niti za trenutek v takem primeru nismo brez vlade, ne? Ker se ve, da se vlada zamenja šele po sestavi nove koalicije po volitvah, torej vlada je lahko popolnoma operativna in toliko pa ima, ne, omejenih možnosti, da bi se pa dejansko lahko v tem času, ne, do postavitve nove vlade pa resnično ukvarjala s tistim, kar je ta hip najpomembneje, to pa je z obvladovanjem epidemije. Ki ga slabo obvladujemo, pa lahko govorijo karkoli čejo, ne? Ker dejstva pa številke so takšne, da smo v samem svetovnem vrhu, tako po številu, predvsem po številu mrtvih, ne? Zdaj, ko slišimo mi 4000, 5000, seveda to proti nekim Združenim državam Amerike, ne, ko slišiš številko 500 000, ne, se ti zdi, se to ni nič, ampak ko pa to malce vzameš kalkulator, pa začneš računati na število prebivalcev, je pa grozljivo. To je za eno občino ljudi. Je pa grozljivo. V Sloveniji ni veliko občin z več kot 4 ali 5 tisoč prebivalci, ne. To je za eno občino ljudi. V tem delu, prvem delu, še zadnje vprašanje. Ne vem, nekje sem zasledil, da boste mogoče ravno vi vodili parlamentarno preiskavo za ugotovitev morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. Boste? Kako je zdaj s tem? Kaj se bo raziskovalo? Vpliv na policijo, na državne organe? Ste ga videli, opazili? Kje najbolj? Seveda, to se dogaja pred našimi očmi prav tako že leto dni, ne? Od nabave naprej zaščitne opreme? Ves čas se dogaja, začelo se je takoj po nastopu te vlade in sicer sistematično, ne, kadrovanje v policiji, ne, na način, da vsa ključna mesta zasedejo strankarski ali pa stranki lojalni kadri, da se vzpostavi ta hierarhija oziroma os od predsednika vlade prek notranjega ministra, direktorja policije in vodje Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalistične policije. In ko enkrat ta struktura obvladana, in dejstvo je, da je že obvladana, potem ostane kje v predalu? Od tukaj dalje seveda pa nas vsi indici napeljujejo, da se posega v kriminalistične preiskave, da se jih poskuša preusmerjati, ovirati, ustavljati, ne. Zelo jasni indici kažejo na to, predvsem v tistih primerih, ko je tarča teh preiskav ali sama stranka SDS, kot v primeru spornega financiranja stranke, ali pa seveda člani te vlade. Oba ministra, gospodarski in obrambni, sta prav tako v preiskavi zaradi nabav zaščitne opreme. In zelo jasni indici kažejo, iz nekaj primerov tudi sam poznam. Ste prebrali tudi poročilo Računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme? Ja, vsekakor. Vsekakor. No in seveda, zdaj so tam v tem poročilu je tudi 13 prijav, ne, kaznivih dejanj, ne.
Torej se bo še preiskovalo in seveda se bo po drugi strani si bo vladajoča politika prizadevala te preiskave usmerjati, preusmerjati, zavirati in tako dalje. In logična posledica tega je, da smo se odločili za preiskovalno komisijo. Saj mi na te pojave politizacije in izrazito političnega podrejanja policije opozarjamo zelo glasno že leto dni, ne? Prek sklicevanja odborov, pa tiskovnih konferenc, izrednih sej, interpelacije zoper notranjega ministra, ampak veste, to je glas vpijočega v puščavi, ne? Gladko gre pač vladajoča politika preko tega in nas obtoži, da smo pač levičari, ki rušimo vlado, ne? Ampak preiskovalna komisija pa vendar nekaj drugega. Preiskovalna komisija se pa vendarle lahko naslonila na resnična dejstva tako pričevalcev kot dokumentov, ki kažejo na to, kar mi zdaj domnevamo in tudi javno na to opozarjamo. Tisto, kar je pa pri vsem skupaj še najbolj žalostno, ne, je pa to, da se pravzaprav ta vladajoča politika s svojimi represivnimi nagnjenji, ne, tako rekel, razpasla po vseh porah tega sistema policije, ne, da tudi policisti na terenu, v vsakodnevni interakciji, v vsakodnevnem odnosu z državljani, ne, delujejo bistveno bolj represivno, kot smo tega v tej državi vajeni. Da je ta kaznovalna politika, in to je usmeritev seveda politična, ne, bistveno bolj represivna, kot bi jo pričakovali, ker enostavno imamo policijo v naši zavesti kot servis državljanov, ki skrbi za našo varnost, ne pa da kaznuje za banalne prekrške, ki si jih je izmislila ta oblast. Ne. Ko bi bilo čisto dovolj, če bi samo opozorila. Ne. Seveda, in policiste, lejte, jaz sem tudi govoril s policisti, policiste je sram, da morajo to početi. Pač sistem je organiziran tako, da ta subordinacija pač poteka. In smo že pri dijakih, ki so želeli v šolo, pa so domov prijeli položnice. In potem smo, ko smo ustanavljali preiskovalno komisijo pred dnevi v Državnem zboru, smo dobili celo jasno očitek strani stranke SDS, ne, da je to, kar policija pri nas zdaj počne v odnosu do državljanov, ne, to še zelo milo postopanje, ne, lahko da bi pravzaprav pričakovali postopanje takšno, kot ga vidimo, ne vem, pri kakšnih neredih v Franciji ali pa Nemčiji, ne. Seveda, šlo je tam za huliganske nerede parkrat, ko smo videli te posnetke, ne, ampak 400 evrov, če poješ rogljiček, ne, nekje na prostem, ne, pa naj mi pa prinesejo, če je v Franciji tudi takšna kaznovalna politika. Ali pa če ne še smeti brez maske, ne, zdaj v tem času, ne, pa te slučajno nekdo ujame. Ne. In to je pa izguba zaupanja ljudi v policijo. To pa je slabo za policijo, za vse nas pravzaprav, ne, in tudi žalostno po eni strani, ker ti policisti konec koncev niso nič krivi. Delajo v težkih pogojih, so zunaj mnogokrat celo življenja tvegajo pri svojem delu. Ne. Če lahko dodam, vidim pa problem tudi v tem, da žal, ne, tudi državljani počasi postajajo policisti. Ne. Ja. Budno spremljajo, kaj se dogaja, ne vsi, ne. Lahko je mehna peščica, pa je že to kar zelo. Ja, seveda, zdaj tega ovaduštva. Človeku vohune, kako včasih rekli človeku volk, ne? Ja. Ja, če se malce pošalim. Gospod Rudi Medved, hvala za ta prvi del pogovora, ki je bil malce bolj aktualen, v drugem pa se bova dotaknila vaše, še druge, ne samo politične kariere. Hvala. Hvala pa tudi vam,
za pozornost. Bodite pa z nami tudi v drugem delu.